Usahnilo je lažne upanje izgubljenega Maribora. Kdo je odgovoren za neuspeh? Vijoličasti so bili povabljeni na evropsko jesensko nogometno zabavo, a vabila niso dvignili. Se je pa kljub neuspešni epizodi Mariborčanov uspešno slovensko nogometno poletje podaljšalo vse do zime. Zgodovinsko sta se kar dva slovenska kluba konferenčno ligo. Kar je uspelo Celju in Olimpiji, Mariboru ni. Zakaj? 5 porazov na 8 evropskih tekmah je bilo preveč. Vijoličasti so obe zmagi osvojili doma, ko so imeli na igrišču prednost igralca več, na zadnjih 3 evropskih tekmah pa niso dosegli gola. Z veseljem bi se na tem mestu posul s pepelom, saj sem v petki sredi julija napovedal, da bi se moral zgoditi čudež za prvo evropsko jesen Maribora po 7 letih. Nažalost, pristašev vijoličastih se čudež ni zgodil. Kakor da so se sprijaznili s trenutnim stanjem pod Kalvarijo, je večina navijačev v Ljudskem vrtu po izpadu iz Evrope vzklikala šampioni in državno prvenstvo. Nogometne ambicije v mestu ob Dravi so vse manjše. Vodilni v klubu ponavljajo mantro, da tekmecem zaradi finančnih vložkov ne morejo slediti, vmes za svoje neuspehe krivijo tudi druge, v ogledalo pa se ne pogledajo. Najtrofejnejši slovenski klub je v zadnjih 5 letih osvojil le eno lovoriko. Jesen v Evropi je nedosegljiva 7 let. Klub z najvišjim proračunom v državi pa je že zdavnaj porabil finančne zaloge iz preteklosti in se zato ponudil trgu. Na turške partnerje se zadnje mesece zanašajo Mariborčani ter jim pripisujejo zasluge, da poleti niso bile potrebne prodaje. Toda največji klub v državi se ne bi smel prepustiti malodušju in sprijazniti se s povprečjem, ki jo ta kaže zadnja leta, pa tudi v iztekajočem se prestopnem roku. Da je prišlo do malodušja tako v pisarnah Ljudskega vrta kot med navijači je predvsem odgovornost vodstvenih kadrov kluba. Skrb vzbujajoče je, da eden največjih branikov mesta, s katerim so se v zadnjem poldrugem desetletju Mariborčani radi poistovetili, postaja ljudem vse bolj tuj in vse manj uspešen. Kdo je odgovoren za to? Naši komentarji in analize, ki so bili v prejšnjih letih strani vodstvenih kadrov kluba marsikdaj sprejeti z neodobravanjem, so že ponudili odgovore. Zdaj so na potezi tisti, ki vlečejo niti pod Kalvarijo. Se bodo umaknili ali nemara naredili drastično spremembo v svojem delovanju in se naposled le vrnili na pot stare slave.